Na koprski Bonifiki je tokrat gostovala ekipa Rudarja, ki je na zadnjih tekmah vendarle v nekoliko boljši formi, oboji pa niso najbolje štartali v novo sezono prve lige Telekom Slovenije. Koper je doma vendarle v nekoliko boljši formi, nazadnje so premagali celo Maribor z 2:1, potem pa visoko izgubili pri Olimpiji. Tokrat je prva akcija pripadla Koprčanom, podal je Trifkovič Prašnikar, je bil sam pred vrati, ampak najboljšemu strelcu prve lige je strel ubranil Vasja Simčič. Potem akcija Kopra, nekoliko mimo vrat je meril Domen Črnigoj, 21. minuta pa že kombinacija Koprčanov, predložek z desne, Kašnik pa je bil na pravem mestu in žogo preusmeril mrežo za 0:1. Prvi gol Kašnika v letošnji sezoni, bivši nogometaš Olimpije, pa je zabil še 7. gol v prvi ligi v njegovi karieri. Ob koncu prvega polčasa pa še gol v mreži gostujoče ekipe, zadel je Hadžić, ampak predtem je bil v prepovedanem položaju, gol je bil tokrat razveljavljen, Hadžić je bil tokrat nekoliko prehiter. Drugi polčas in prva akcija za nogometaše Kopra, meril je Guberac, obramba Radana, ki je žogo izbil v kot, že v naslednji akciji po kotu pa priložnost za domače nogometaše, žoga na drugo vratnico, na pravem mestu pa se je znašel Matej Palčič in izenačil na 1:1. Tudi on je dal svoj prvi gol v letošnji sezoni. Izjemna priložnost Kopra, vrata so bila nekaj časa tudi prazna, potem pa je streljal Štromajer naravnost v vratarja Radona. Priložnost za Črnigoja, poskus oddaleč in izjemen strel, ampak žoga je oplazila zgolj prečko, ostalo je pri izenačenem rezultatu. Velenjčani še naprej nevarni po nasprotnih napadih, močno oddaleč, visoko čez gol Bolha, potem pa še prosti strel za Kanarčke. Palčič je bil spet na pravem mestu, ampak nekoliko zgrešil in zapravil tole izjemno priložnost. Na koncu Koper Rudar brez zmagovalca, 1:1. Pa nič, pač neka mala nezbranost na teh prekinitvah in pač prepoceni prejet zadetek. Mislim, da smo imeli do tega zadetka mi 3-4 izrazite priložnosti in na koncu te kaznuje, ko pač zgrešiš take priložnosti, ampak nič nam mora biti vodilo za naprej. Taka igra, taka predstava in tak nogomet in mislim, da bojo prej ali slej prišli tudi točke. Mislim, da smo popolnoma poslušali navodila trenerja in šli dobro tekmo, stali kompaktno in iz tiste prekinitve zadeli. Potem nekako držali rezultat in bili, mislim, da zelo dobro postavljeni. In potem pa drugi polčas, tiste prve minute, malce nezbranosti in dobili smo gol, nadaljevanje pa odprto z naše strani, z njihove in lahko bi bilo tako ali drugače, ampak mislim, da na koncu neodločen rezultat popolnoma zaslužen.